Ker k temu članku o jajcih nedvomno paše in sodi tema o holesterolu, bomo povedali še nekaj besed o tem. Vsi se sprašujemo, kdaj pa kdaj, kaj jesti, da bomo imeli boljšo krvno sliko, kaj se tiče maščob v krvi. Sprašujemo se o tem, ali jajca škodijo za holesterol. Sprašujemo se o tem, ali lahko jemo meso, ali lahko jemo to, ali lahko jemo tretje. Pogledali bomo nekaj splošnih smernic glede prehranjevanja, ki vam bodo pomagale ohranjati čim bolj zdravo krvno sliko, kar se tiče maščob, kot smo povedali. Prva najbolj pomembna točka je, da iz svojega jedilnika izločite procesirano hrano. Sem spada vsa hrana, ki je preveč predelana, predvsem pa so to predelani ogljikovi hidrati, torej sladke pijače, različne omake, naprej pripravljene, sladkarije in tako dalje, moke, razne, kjer vidite, da piše recimo gor glukozno-fruktozni sirup. To so tiste stvari, ki povzročajo v telesu na splošno največje vnetje, in čim se pojavlja v telesu vnetje, to spodbuja k oksidaciji holesterola in to potem lahko poškoduje vaše žile. Spravi, prva stvar, ki se izogibamo, so procesirana hrana. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je, da iz svojega jedilnika izločite vse transmaščobe. To je zelo pomembno. Transmaščobe so v bistvu maščobe v takšni obliki, ki je naše telo ne more nikakor sprejeti in zelo povečajo, te maščobe zelo povečajo vnetje v našem telesu. Transmaščobe so predvsem segreta olja, se pravi tam, kjer se praži v oljih, kjer se pregreva olja, in en skrit vir transmaščob je tudi margarina. Tako da raje kakor margarina uporabljate maslo. Namesto teh nezdravih maščob jejte zmerne oziroma precej večje količine zdravih maščob, in maščobe, ki vam bodo pomagale znižati raven holesterola v krvi, so na primer olivno olje, laneno olje in še bi našli kakšna zdrava olja. Naslednja točka je, da se znebite maščobe na trebuhu. Maščoba na trebuhu je povezana, kakor smo že zadnjič povedali, z vnetjem v telesu in povišanim nivojem kortizola. Kortizol je povišan zaradi vnetja in to je v bistvu pokazatelj, da nekaj ne štima. In kot smo prej povedali, vnetje v telesu povečuje oksidacijo holesterola in s tem škoduje vašim žilam. Izločite hrano, ki vam predstavlja težave, izločite hrano, za katero veste oziroma ste dali narediti teste, da imate na njo intolerance. In še kar je bolj pomembno, znebite se čim prej maščobe okrog notranjih organov, spravi visceralne maščobe, ki ni pod kožo, ampak je globje okrog organov. Ta še bolj škoduje. Pijte zeleni čaj, naslednja točka. Zeleni čaj pripomore k boljši presnovi maščob in znižanju holesterola in trigliceridov v krvi. Zelo pomembna točka je, prenehajte kaditi in prenehajte s prekomernim pitjem alkoholnih pijač. Torej, dokler nekdo vsak dan je ocvrto hrano, ali tudi če ne vsak dan, če velikokrat je ocvrto hrano, kadi, pije alkoholne pijače, živi z prekomerno telesno težo in še kaj bi lahko najdli, ne more pričakovati, da bo njegova krvna slika v redu in da bodo maščobe v krvi v redu. Torej, izločite vse te faktorje, katere smo našteli, in redno se ukvarjate s športno aktivnostjo. Kakršnakoli športna aktivnost vam bo vedno dobrodošla. Lahko izberete hojo v naravi, lahki tek, s tem, da ne pretiravate z aerobno vadbo, pridite na fitness, karkoli. Že to je kar nekaj točk, ki vam bodo zelo, zelo koristili za znižanje holesterola. No in zdaj, da ne bomo preveč naštevali, pridemo še na točko o jajcih, ker smo glih govorili o tej temi.
pa povejmo, da jajca so zadnja, ki vam bodo škodovala pri tem, da boste imeli povišan holesterol. V bistvu vsebujejo en kup snovi, ki so za telo zelo koristne, kakor vidimo tudi v članku, in sama jajca oziroma holesterol, ki je v jajcih, zelo malo vpliva na povišanje holesterola, saj v bistvu telo regulira nivo holesterola v krvi iz mnogo različnih faktorjev. Tako da, kar privoščite si kako jajce vsake toliko in uživajte v dobrem okusu in slastnih jedeh. To je bilo nekaj kratkih nasvetov. Želim vam lep dan. Adijo.